Živjo, jaz sem Ana Baumgartner in sem iz katedre za farmacijsko tehnologijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Ekipo sestavljava dva raziskovalca, in sicer jaz sem Ana Baumgartner in sem mlada raziskovalka, drugi član je pa profesor Odon Planinšek, oba sva s katedre za farmacijsko tehnologijo na Fakulteti za farmacijo. Mi razvijamo in proizvajamo snov, ki je osnovna sestavina tablet in omogoča vgradnjo katerekoli zdravilne učinkovine vanjo. Zdravilna učinkovina je torej tista snov, ki dejansko zdravi bolezen. Takšna tableta razpade že v ustih, torej mi ne rabimo cele pogoltnike in ima v tem pogledu boljše lastnosti od tablet, ki jih ponavadi jemljemo. Lahko jo pa vzamemo tudi brez kozarca vode, kar je dodatna prednost. Že dolgo se ukvarjamo s siliko, ki ima majhne pore in veliko specifično površino. Vemo, da v njo lahko vgrajujemo težko topne zdravilne učinkovine in jim s tem povečamo hitrost raztapljanja, kar je velikokrat cilj v farmaciji oziroma na splošno v farmacevtski industriji. Težava silike pa je, da ima slabe pretočne lastnosti in slabo stisljivost. Če jo granuliramo na pravi način in s pravim vezivom, lahko dobimo granule, ki omogočajo potem izdelavo tablet. Razvili smo tehnologijo izdelave granul na osnovi ideje, ki je po našem mnenju originalna in patentibilna. Torej, uporabnik so lahko podjetja, ki razvijajo pomožne snovi, v tem primeru gre namreč za novo pomožno snov za izdelavo zdravil. Po drugi strani pa so uporabnik lahko proizvajalci zdravil, ki lahko z našo pomožno snov izdelujejo orodisperzibilne tablete, ki spadajo med bolniku najbolj prijazne farmacevtske oblike. Razvito pomožno snov bodo uporabljala v svoji proizvodnji mnoga podjetja, saj gre za poceni alternativen pristop za izboljševanje raztapljanja v vodi težko topnih zdravilnih učinkovin. Prodaja takšne pomožne snovi bo obsegala večtonsko proizvodnjo. Želimo si pronicljive ljudi, ki so pripravljeni poiskati investitorja oziroma partnerja, s katerim bi razvijali in optimirali našo koprocesirano pomožno snov, ter jo pripeljali do faze ustanovitve podjetja, proizvodnje in navsezadnje prodaje. Odvisno od finančnih kapacitet ter od rezultatov raziskave trga ter potencialnih partnerjev smo se pripravljeni popolnoma posvetiti projektu. Eden izmed članov ekipe, torej profesor Planinšek, je bil med letoma 2004 in 2008 lastnik podjetja, torej je skozi že dal veliko faz podjetništva. Pravi, da se je tudi vedno pripravljen učiti, prav tako tudi jaz, kot druga članica ekipe, ki pa s podjetništvom do zdaj še nimam izkušenj. Če vas zanima farmacija, farmacevtska tehnologija in proizvodnja pacientom prijaznih zdravil, se prijavite oziroma se pridružite k naši ekipi.